Po zgodbi o policijski prijavi zaradi igranja klavirja v Mariboru, neobičajna zgodba tudi iz Kočevja. Tamkajšnji redarji so oglobili babico, ki je svojemu 3-letnemu vnuku dovolila, da se polula na zelenici v bližini vrtca. Globa znaša dobrih 100 evrov, kar je med prebivalci sprožilo val zgražanja. In kaj pravita župan in šef redarjev, Mansa Turk? Sreda minuli teden. Babica je skupaj s 3-letnim vnukom zapuščala trgovino v bližini kočevskega vrtca, ko je malčka pritisnilo na malo potrebo. In ker je pred trgovino zelenica, mu je dovolila, da se polula prav tja. Nato pa šok. Na kraj sta pripeljala redarja, po njenih besedah kar s prižganimi lučmi, in od nje zahtevala osebni dokument. Še več, ker je malček uriniral na javnem mestu, sta izrekla 104 evre težko globo. Zaradi nedostojnega vedenja. Pač pustimo otroka po strani. Gospa, katera je bila z otrokom, je dobila plačilni nalog. Pojasnjuje šef redarjev Janko Kalinič. Poteza je med občani sprožila val ogorčenja. Ne vem, očitno ta redar, po mojem, nima otrok. Mislim, jaz sem bila zgrožena totalno. Jaz imam 7 vnukov in vem, da pride potreba in je enostavno otroka moraš dati lulati. Otrok je mehan, kaj? I odrasli lulaju pa ne dobijajo kazne. Se mi zdi, da to je bilo podne. Pač to se ne dela. Ali pa naj zagotovijo javne stranišča v bližini takih ustanov, pa bomo otroke vozili potem tam na stranišča. Babica se je po besedah Kaliniča na potezo redarjev že pritožila oziroma vložila zahtevo za sodno varstvo. Kazni ji ne bo treba plačati, pa vendar. Je primerno, da se za otroke daje? Primerno ni in ne more se za otroke dati. Glede na to, dokler govorimo o otroku, seveda bi lahko uporabili tudi kakšno drugo možnost. Recimo opozorilo, pravi kočevski župan Gregor Košir. Strinja se, da bi morali redarji pa tudi policisti v podobnih primerih upoštevati več okoliščin, saj ni nujno, da rigorozne kazni zaležejo. Definitivno treba neki normalne, včasih smo rekli kmečke pameti. Ob tem pa oba sogovornika poudarjata. Ozadja v potankosti ne poznamo, tudi odnos oškodovanke v tem primeru in redarja samega, verjetno je bilo še kaj drugega. Kakšna je bila komunikacija med redarjem? Pa gospod, to ne morem povedati, ker ne vem natančno. Po njegovih besedah namreč vsaka stran trdi svoje.